Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar. No in danes bom govorila o tem, kaj je življenje. Prejšnji dan sediva s hčerko po kosilu, obsediva za mizo in klepetava. No in so prišli na temo, da ona reka, kako zanimivo, da svoje prijateljice sprašuje, da odgovorijo na vprašanje. Prva misel, ki gre skozi njih, življenje je. In ona je rekla, veš, zame življenje en velik joke. V glavnem šala, ne? Zdaj, če prevedemo to v slovenščino. In je rekla, veš, jaz sprašujem ti moje prijateljice in ena je rekla, veš, življenje je garanje, druga je rekla, da je prilagajanje, naslednja je rekla, da je uživancija, naslednja je rekla, da je skrivnost in tako naprej. In je rekla, kako različni odgovori teh ljudi, to so 18-letniki, 17-18-letniki, se pravi odrasli ljudje na pragu življenja. Ne? Kaj je življenje? In mnogi v osnovi seveda prenašajo naprej neke programe svojih staršev, ker njihovi starši mogoče mislijo ali pa večkrat ponavljajo, življenje je trpljenje, življenje je borba, življenje je muka in tako naprej. Ne? In to logično otrok posrka na sebe. No, zdaj pa vi pomislite, kaj je prva misel, ki gre skozi vas, ko odgovorite na vprašanje, življenje je, kaj je življenje? No in ko je mene vprašala, kaj je življenje, sem rekla, zame je življenje pustolovščina. Ker če gledam svoje življenje, je v bistvu eno obdobje, ko sem bila pač doma na kmetiji, in potem drugo obdobje, ki je bilo večji del mojega življenja, ko sem bila v zakonu, v partnerskem odnosu, ko so se rodili otroci na konec koncev. Potem zadnjih nekaj let, ko sem se preselila in sem sanska, in pišem knjige in nenazadnje, Bog si ga vedi, kaj me še čaka. V osnovi življenje je ena velika pustolovščina. No in potem sem na mojo mailing listo in mogoče, če niste prijavljeni na mojo mailing listo, poslala prav to zgodbo. Zdaj, kje se prijavite, srečnoživljenje.com, to je moja spletna stran in na tej moji spletni strani se prijavite na novice in potem vam enkrat na teden pošljem neko zgodbo. No in sem dobila od teh mojih ljudi, preko katerih, s katerimi komuniciram preko mailing liste, preko mailov, ena gospa je napisala, da življenje jemlje na ta način, da je ogromno kot slišala, da življenje ni šalca kofeta. To je še nisem slišala. Ampak to je na isto, zdaj bom uporabljala besede otrok, na isto foro, na isti sistem, kot življenje ni potica. Pač, ne misli, da je samo, ali pa življenje ni praznik, ne? Življenje je trpljenje, garanje in tako naprej. Zdaj pa pomislite, prav kdor ima življenje, je recimo borba. Zadnjič sem slišala eno gospo. Ona dejansko vsak dan odhaja na fronto. Kako je pa to naporen? In zdaj pa, če pa jaz gledam, jaz imam vsak dan pustolovščino. In ta moja hčerka Anja, ja, ona ima pa vsak dan en kup šal, ampak res živi na ta način življenje. Tako da ogromno ljudi je odgovorilo, življenje je lepo, življenje je igra. In en gospod mi je napisal, da prva stvar, ki mu pride na pot, da življenje je lepo, ampak življenje je pot v smrt. Kako depresivno. Ja, pa sej, dejstvo je, da je res. No, dejstvo je, da vsak izmed nas ima tukaj in zdaj eno življenje. In to eno življenje nas v osnovi uči življenjske lekcije. No in potem smo pač govorili naprej o tem življenjskih lekcijah, ker sem jaz nekako gledala to moje življenje, to mojo pustolovščino in kaj me življenje uči na tej pustolovščini. No in naprej sem rekla, zdaj, če jaz pogledam moje življenje, moja osnovna življenjska lekcija je učenje ljubezni do sebe. Ker če bi to lekcijo prej usvojila, bi določenim odnosom prej postavila meje, določenim bi prej rekla hvala za pustolovščino in bi šla naprej. In to je bila moja v bistvu osnovna življenjska lekcija. No in sem njo vprašala,
kaj je njena življenjska lekcija, in je rekla, da se je naučila predvsem to, da v življenju da ni odgovorna za nikogaršno srečo, ampak da je odgovorna zgolj za sebe, za svojo srečo in da dela to, kar njo srečuje. No in zdaj seveda na prvo žogo človek reče, kako sebično. Ampak ja, lejte, ko enkrat osvojimo to, da smo odgovorni za svojo srečo, potem svojo srečo sijemo in osrečujemo tudi druge. Zdaj pa, če sem pa jaz odgovorna za srečo tebe, ti, ki tole gledaš, nikdar ne morem ustreči, nikdar ne morem dovolj dobro narediti, da bom lahko ustregla nekomu, sploh pa nekdo, ki je nesrečen, ker pa veš, kva rab, a ne? No, tako da v glavnem, vsak ima neko življenjsko lekcijo, no in potem mi pa ena gospa napisala na mail nazaj, da do 63. leta, ne, do 53. leta se je učila, je pač delovala na nezavedno, samo življenje je trpljenje. In potem je odkrila, da je čas za ljubezen do sebe. In zdaj zadnja 4 leta se uči ljubezni do sebe. In veste, kako je to dobro, da začneš delati korake za sebe in tako kot pravi moja prijateljica Mima, da ko je zbolela za rakom na prsih, da je postala mali egoist. In ta mali egoist jo je pripeljal do tega, da je nehala delati določene stvari, ki jih nihče ni cenil. In da je začela delati stvari, ki so jo od nekdaj vlekle. Vmes je diplomirala, šla je na šivilski tečaj, naučila se je šivati, pač dela stvari, kar njo srečujejo. Kupila si še enega psa, z možem sta si zrihtala prikolico in potujeta in. Poglejte, gre se za to, da začnemo osrečevati sebe, ker ko osrečimo sebe, osrečujemo druge. Ker ta naša sreča pač sije iz nas. Ravno tako pa nesreča. In recimo v angleščini je pregovor happy wife, happy life. Se pravi, srečna žena, srečno življenje. In dejstvo je, ja, tudi nesrečna žena ali pa mama, nesrečna družina. In to je osnova. Tako da, ja, lekcije, ki se jih učimo v svojem življenju, res nam včasih dajo vetra. Kaj pa vi odgovarjate na to vprašanje? Življenje je. Kaj je vaša življenjska lekcija? Dajte mogoče majčkeno razmisliti in boste videli, prva misel, ki gre skozi vas, je ta prava. In to je tisto, kar vam vaša duša sporoča, da naredite v svojem življenju. A gremo še na kakšno sporočilo, karte prehodu v novo dobo, da vidimo, kaj nam sporoča stvarstvo za vse tiste, ki se učimo lekcije, kaj je sploh življenje. Pa da vidimo, kaj je sploh življenje, če pogledamo s kartami prehodu v novo dobo, zdravljenje spolne čakre. In večji del odnosov se vrti okrog spolne energije. Kdo bo koga prevaral, strah, da ne bi nekdo odšel, lastništvo, ta je moj in ne nazadnje. In vemo, da prav spolna energija je energija ustvarjanja. Dejansko se vse vrti okrog te spolne energije. In kdor predeluje osnovno lekcijo samovrednosti, zdravi spolno čakro. In tukaj noter imamo vsi ogromno za narediti, zaradi tega, ker smo vsi zaznamovani, ker do nedavnega je veljalo, da vse, kar je od popka navzdol, je grešno in da se tega ne dotika in da to, ne se poznate knjige, ogenj, rit in kače niso za igrače, se pravi, to je nekaj, kar je kar je strašljivo. In tisto, kar je strašljivo, ja, vemo, da marsikoga privlači. Tako da zdravljenje, tudi to bi bilo lahko proces. No pa smo pri procesu. Življenje je proces. Zdaj pa v katero stran gre ta proces, ali gre v pozitivno, ali pa gre v negativno. No in ena gospa je pa napisala, življenje je vrtiljak. No in ta vrtiljak nas včasih lahko kar pošteno zavrti, tako da vidimo še po Ošotovih kartah, kaj je življenje? Življenje je prijateljstvo, vizija,
življenje je ustvarjalnost. No in bom v bistvu s tem zaključila. Življenje je ustvarjalnost in v osnovi življenje slika naše, tako kot slikarsko platno je življenje, ker nam slika na to platno točno to, kar mi nosimo v sebe. Se pravi, tisti, ki imate prepričanje, da je življenje pustolovščina, vam bo slikalo nove in nove pustolovščine in pustolovščina v mojem jeziku je ponavadi pozitivna. Zdaj, tisti, ki pa dejansko življenje vam slika, vaše slikarsko platno, ne vem, se vidi karta, čudovita je. In ko vam življenje slika to vašo ustvarjalnost, kar vi ustvarjate v sebi noter, včasih ta kreacija ni najbolj krasna. In če vam ni všeč kreacija vašega življenja, spremenite temeljna prepričanja in boste videli, vse se bo spremenilo. Tako da ja, res zanimivo. Jaz sem prav uživala in uživam v teh pogovorih z mojimi puncami, tako da 3 odrasle dame in zdaj, če gledam nazaj življenje, jo, tako sem blagoslovljena in ta dar preko otrok, tako neverjetno, tako neverjetno. In verjemite mi, da prav otroci so tisti, ki nam pomagajo narediti korake naprej. Če ne za sebe, jih naredite za otroke in to je najbolj pomembno. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga Božji blagoslov.